Ženska odbojka v Slovenski Bistrici pa ima tudi svojo trenersko zgodbo. Več o tej pa v pogovoru s prvim možem stroke, Markom Pogračičem. Marko, nekaj besed torej o tej tvoji ženski zasedbi odbojkarske ekipe? Ja, zdaj 3 leta kasneje tukaj smo, kar uspeli narediti vse selekcije. Igramo konkurenčno vsemi, z malo odbojko, z deklicami, kadetinami. Letos tudi z mladinkami so bili v tej drugi ligi, ki so 3B lige, so še C lige. Tako da dela se dobro, sezona se počasi končuje, kadetine še imajo en turnir, pa razigravanje za mesta, pa mladinke še razigravanje za mesta. Tako da prvo leto smo prišli pred 3 leti iz 3. lige v drugo, potem smo za en set izpadli, malo nesrečno. Za en set nam je zmanjkalo, tada je Topolšica ostala, mi smo pa izpadli Šoštanj. Letos smo spet drugi, prvi gre naprej. Malo smo imeli vmes probleme s poškodbami, z boleznimi, virozami, tako da smo redko katero tekmo igrali kompletni, ampak drugo mesto mislim, da je v solidni 3. ligi dober rezultat. Poglej, kar veliko punc je nekako dobilo priložnost v letošnji sezoni, nekako na začetku je bilo manj, potem proti koncu pa stalno večja igralska zasedba si imel na klopi. Kaj torej botruje, da ta odbojka v Slovenski Bistrici nekako ostaja v ženski konkurenci? Zdaj mi smo se pravzaprav lani odločili, smo še imeli kot dečke pa kadete, ampak nimamo trenerjev, mi smo 3, Toni, Cene pa jaz. In zdaj pelje že ta celi pogon, imamo vsak po 2 selekciji, pravzaprav ne, Cene celo 3, se še pomaga malo, če manjka, niti termina v dvorani več nimamo, tako da mi 2 ekip kompletnih moških in žensk ne moramo peljati. Zdaj vse tiste fante smo napotili v Hoče, z njimi sodelujemo, tako da niso prenehali igrati odbojko, je pa zdaj nekako prioriteta ženska odbojka. Morda beseda 2, težko je v kolektivu izpostavljati posameznice, vendar rečemo nekaj o tistih glavnih udarnih igralkah, ki pravzaprav nosijo največjo breme skozi prvenstvene obračune. Ja, kot si rekel, to je vedno nehvaležno, na določeni tekmi ena odigra zelo dobro, druge tekmi druge 2, tako da v bistvu so vse zaslužne za ta zelo solidni rezultat. Smo pa malo na določenih igralskih mestih, nimamo 2, 3 enakovrednih igralk, ker so tudi celo mlajše, jih malo forsiramo, dajemo priložnosti, da bi malo izboljšali nivo. Tudi sparing je nekaj časa bil slab, zaradi bolezni pa poškodb smo imeli na treningu 6-7 igralk, samo kar je tudi trenirati težko. A mi smo sezono dobro speljali, tako da zagotovo je Neli kot podajalčica, pa Brine kot korektorica, največ odigrata v napadu, pa vse ostale sprejemati, igrati v polju, blokirati, tako da, kot veš, je to kolektivni šport, ker je neka specializacija, vsak mora svoje oddelati, če eden ne dela dobro, ekipa trpi in mislim, smo letos kar vkomponirali kar eno dobro igranost, tako da mislim, da so bile predstave gledljive. Imel si dobro igralsko kariero, potem si bil tudi trener moške zasedbe. Vprašal bi te pa takole, kaj je tista skrivnost trenerja, ki dela med puncami, kakšni so tukaj pristopi? Ja, s puncami je malo specifika, Tada tudi čas, ko malo glas dvigneš, katera malo zavije, začpi malo grdo pogleda, ampak na treningu mora biti neki red, zaradi varnosti, zaradi normalnega dela. Punce so zelo pridne, Zdaj v teh letih, mislim, da vsi razumete, da tudi včasih ne poslušajo, najbolj niso 100% pri stvari, ampak generalno s puncami, po eni strani lažje delati, po drugi pa težje, so bolj pridne, po drugi strani so včasih malo bolj zamerljive, moraš paziti na vsako besedo, a mi smo speljali, tudi če malo grdo pogledajo, vse to potem pozabijo, pa gremo dalje. Še torej misel po letošnji sezoni za v prihodnost, ali kaj bi lahko izpostavil na koncu? Kot sem že prej rekel, neka vizija kluba je, da punce pridejo za to člansko ekipo, ker tako v bistvu so mladinke, ne pa kadetinje, v drugo ligo in da tam ostanejo, da imamo en stabilen pogon, da imamo vse selekcije poštivane, smo konkurenčni, imamo eno močno jedro in potem mislim, da v deklet v Bistrici in okolici ne bo zmanjkalo, da je to edini šport z žogo, mislim, da bomo imeli deklet veliko in tudi rezultate še dobre.